Dež ne koristi več niti vinski trti. Razmere sicer še niso nevarne, a ponekod na Krasu že opažajo pojav oidija in pozne peronospore. Na grozdju pa, ko začne to na peclju oziroma tik pod jagodo, jagoda poplavi prvo, rata rjava, začne gniti. In kar se najbolj bojimo, če se to deževje bi nadaljevalo tja v trhatu, bojo te jagode z gnilobo pa se širile po celem grozdu. Več dežja pomeni več škropljenja. Močan dež lahko škropivo tudi spere, ki ga je treba opraviti pravočasno. Ker se okužba prenaša preko pecljevine, mora biti grozd dobro namočen. Stroka priporoča uporabo bakrenih sredstev. Kdor ima pomisleke okrog bakra zaradi aromatike v vinih, lahko poseže tudi po drugih organskih pripravkih, ki imajo kratko karenco. Tlele mislim na tiste, ki imajo 21 dni oziroma 28 dni karence. Več škropljenja pa pomeni za vinogradnika dodatne in predvsem nepredvidene stroške, čeprav tisti z dolgo kilometrino pomnijo podobne težave tudi v preteklosti. Sem 12-13 špricov letos, ne pomnim, da bi povprečje enkrat 8krat maksimum, da špricamo, ne? In letos smo kar 4-5krat več. Ne? In tisti vinar, ko se je potrudil in zelo pazil, potem ni ne peronospore in niti ne oidija. Posamezne trte je zadela tudi kap, vendar gre za vsakoletni pojav, ki je rešljiv z odstranitvijo prizadetih delov. Kaj bi za širitev peronospore in morda hkratni pojav škodljivcev pomenil nov dež? Če bo kakšna majhna ploščica, ne bo katastrofe in da bo za njo prišla burja oziroma vsaj veter, da se hitro osuši. Če pa to se nadaljevalo tako, kot je bilo konec prejšnjega meseca, je pa že katastrofalno. Jagode refoška ponekod že postajajo rdeče, vinogradniki odstranjujejo odvečne grozde, zato vsi močno upajo na lepo vreme.